Ja, pa Mazda moram nazaj dati. Bi bilo malo nerodno, če mi dajo avto, pa ga ne pripeljem nazaj. Dobro jutro, jaz sem čist razšteljen, zbudil sem se 1 uro prepozno, malo so skoraj zamudila v vrtec. V Ljubljano zamujam, tega moram vrniti, Mazdo moram posneti, pol se moram pa počasi spraviti proti Benetkam, zato ker bom nekam odletel. Nekaj zelo dela stran. To je to za zdaj, zdaj pa imamo pa po vrsti. Pa še to mala, ki sem jo v vrtcu odložil, zdaj so se glih premešale skupine, ne, zagleda drugo vzgojiteljico, pa par prijateljev je falil, pa jo tam pustim, pa v jog. Oteki pa mamice, poznate to? Izklopite pomad, RS Drive, 1, 2, 3 prestave dol, pa gas. Lej, pa so stvari pred malo boljše. Ok, jaz sem tukaj, avto vrnem, pičem dalje. Dan. Ditka, hvala za avto. Končno! Tale Ditka od hudiča, a? Mislim, tako na dober način, nisem mislil, da je s satanom povezana, ali pa kaj. No, da ne bomo preveč zabluzili, tale avto za mano je Mazda CX-5. To je pravzaprav druga generacija, lani je prišla... Kva pa zdaj ta veter, stari? Lani je prišla ven, zelo pozno jo testiram. Po mojem najbolj še takole začnem, ker smo delali podcast Atmosferci z Anžetom Tomičem, Sašo Kapetanovičem pa Juretom Gregorčičem, je padlo vprašanje stari, kjer avto bi si pa ti kupil? Pač če bomo dosti penezov, nekaj zmerenega za familijo, ker vem, da recimo Tini všeč, da rada visok sedi, pa meni, da mi je recimo všeč oblika, ne kakšen agresiven ksiht ima, to mi je ful všeč. No, takrat sem rekel, da bi resno razmislil tudi o Mazdi CX-5. Ni edina avto, ki mi je všeč delač od tega, ampak za to izjavo stojim, bom pa razložil zakaj. Prvič, meni so Mazde skoraj vse po vrstu všeč, ko v njih dobro sedim, pa kar nekako se v njih dobro počutim, že zelo dolg časa. Pravzaprav odkar avto testiram. Da mi oblika sede, predvsem tukaj izstopa tale nos, to smo že rekel. Napol prijemo pa do kabine. Lej, kole zgleda armaturna plošča, v primerjavi s prejšnjo generacijo je vse skupaj na kakovostno višji ravni. Pravzaprav so materiali zelo dobri, sestavljenost je odlična, vse skupaj je pregleden. Všeč mi recimo tudi to, da ti Mazda ponuja izbiro, lahko se zaslona dotikaš s prsti, ampak sam takrat, ko je avto primer, drugače ti ne dovoljuje šart po zaslonu, thumbs up. Ali uporabljaš pa tale upravljalnik, vidiš, dosti preprosta zadeva. Pač celoten plac sklele okrog voznika meni sede. A če mi kaj ni všeč, mislim, kakšne posebne zamere tukaj znotraj nimam. Mogoče to, da je prostornost, če gledaš v tem segmentu, v katerem CX-5 je povprečna, pa čist nič več. Tako da, če se boš v drugo vrsto spravljal, kaj delati, ti nič ne garantiram. Vozna dinamika luštna, dobro poštimana, pravzaprav avto dober kompromis, dinamičen, lahkoten, so tudi športnejši v tem segmentu, to je res. Pa načeloma zelo dobro blaži tudi na slabih podlagah, je pa res, da me je parkrat čisto brez veze razrukal, tega pa nisem razumel. Pa motor, dizel 110 kW povezan z ročnim menjalnikom, veš, če bi si lahko špagal, pa bi jaz vzel avtomatika. Pa kar se pa samega motorja tiče, stari zelo miren tek, zelo tih, pa ne samo, da je zelo tih, z veseljem se vrti, se mi zdi, da že nekaj časa nisem pelil dizla, če odštejem kakšne res premijske znamke, da bi imel tak mal bencinski karakter, no, ta ga ima. In to je v osnovi to, o pameti, inteligenci, varnostnih sistemih nisem dosti govoril, če hočeš, če doplačaš, če vzameš ta pravo opremo, ta avto lahko precej pameten. V štirikolesnem pogonu ne bom preveč pametoval, zato ker nisem avto izpostavil kakšnemu res face testu. In to je to, kar se tiče Mazda CX-5. Sem ti rekel, no, avto mi je kar všeč, nekih hudih kiksov po moje nima. Če jih pa ima, pa če imaš ti kakšne izkušnje s tem avtom, stari, feel free, komentari na YouTubeu, na Facebooku, da vidimo, ne, koliko je ura, pa da dobim še kakšen drug mnenje. To je to za zdaj, gremo po Volvo, ja, pa Mazda moram nazaj dati. Bi bilo malo nerodno, če mi dajo avto, pa ga ne pripeljem nazaj. Tole za mano je Volvo XC40. To je ta majhen SUV od Volvo, saj sem ga mu že dvakrat v zobeh, enkrat v Španiji, ker sem ga prvič peljal, pa še, ki je bila slovenska predstavitev, tam nekje februarja, mogoče marca. Zdaj prvih par dni se mu bo delala velika krivica, ker me bo čakal na letališču v Benetkah. Pa se pa že kar veselim, da se bom z njim malo več družil. Se mi zdi, da se veseli tudi Tina, ker me buzerira za ta avto že ne 180 let. Tale tukaj to je Matej Lavka, tole Andro Kajzer, pa njegova guzica, zraven je pa Kristjan Zorn. A ga vidiš? Končno stari 10 ur, ampak zdaj sem pa tukaj, Singapur. Batman, that's me. Thank you.